Nazaj v Slovenijo, kljub napovedim o prvem večjem sneženju, se je sneg nekoliko izneveril. V krajih nad 700 metri nadmorske višine ga je zapadlo od 15 do 20 centimetrov, po nižinah pa ga sploh ni bilo. Tudi tam, kjer je snežilo, se sneg zaradi toplih tal ni prijel. Če smo že mislili, da bomo zjutraj vrata odprli pravi zimski pravljici, pa smo namesto tega morali odpreti le dežnike. A kot kaže, to večine ni zmotilo. Nič nisem razočaran. Nič hudega. Sem se odvadila snega, tako da mi kar paše tako. Spet drugi pa pogrešajo belo zimo. Se tak čas, da mora biti sneg. Kaj? A ne? Če ne, nimaš občutka, da je zima ta prava. Modeli so predvidevali okoli 10 litrov na kvadratni meter in če bi bilo to v snegu, bi tudi po nižinah imeli sneg. Nad 500 metrov je v glavnem nekaj snega, vse kak centimeter ali dva, potem z nadmorsko višino seveda količina snega precej hitro narašča. Snega je bilo torej po nižinah le za vzorec. Tudi tam, kjer je snežilo, je zaradi majhne intenzitete in razmeroma toplih tal sneg v bistvu sproti pobiralo. Več pa so se ga razveselili na smučiščih. 16 centimetrov je zapadlo na Pokljuki in na Voglu. Ne bo v planinah, v hribih gor, ki je za smučanje. Klega pa zdaj še enkrat, če ne rabimo. Zdaj je bil na terasi pred parmi dnevi. Je to zadost? Dosti. V prihodnjih dneh nas sicer še čakajo padavine, a jih bo zelo malo. Kar pa bo verjetno tudi po nižinah v snegu, se bo v višinah še dodatno ohladilo. Tako da rahle snežne padavine pričakujemo predvsem na vzhodu Slovenije. Čeprav brez snega pa smo se zbudili v hladno jutro. Namerili smo le okoli stopinjo čez ledišče. Sicer pa je bilo na današnji dan že veliko hladneje. Leta 1971 se je na Babnem polju spustilo do kar -27, v Postojni pa do -17 stopinj Celzija. In tudi ta vikend bo hladen. V nedeljo zjutraj bo še najhladneje, kjer pričakujemo med -3 in -5 stopinj. Razen v krajih snežno odejo bi se lahko lokalno ohladilo tudi do -10. Primorsko dodatno hladi tudi burja, ki se bo ponoči še okrepila. Zjutraj pa lahko sunki presežejo 100 km/h.